Gospodarska zbornica Slovenije je 4. marca že 47. podelila nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Slavnostni govornik na dogodku je bil predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar. Vse pomembno in prav je, da tudi na ta način posvečamo pozornost pozitivnim zgodbam o uspehu in to vseh tistih, ki ste znali izkoristiti tudi te gospodarsko negotove čase. Prejemniki nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2014 so Miroslav Brus, Agito. Meni veliko pomenijo osebni odnosi. Se pravi, če se dobro razumemo, smo iskreni, potem vsako stvar lahko premagamo. Borut Cvetkovič, Radgonske Gorice, Gornja Radgona. Verjamem v svojo ekipo, v svoje sodelavce, v timsko delo, ki mi dejansko dajo potem podlago za pogumne odločitve. Anton Kisovar, Tehnos. Brez poguma se tako rekoč ne bi dvignil. Ob tem pa zmerom pazim na etiko, spoštljivost. Anton Konda in Jože Štupar, Keko oprema. V 20 letih smo vsi pridobili tisto potrebno samozavest, da lahko nastopamo po celem svetu. Tudi, bom rekel, ob strani stoji vsa družina, tako meni kot njemu. Martin Novšak, Gen Energija. Jaz predvsem verjamem v izzive, moč pa črpam od sodelavcev, pa tudi od družine. Stojan Petrič, Kolektor Group. Pogum je vrednota zmagovalca, ne? Pri tem seveda imeti trdi duh in dobro srce. Tanja Skaza, Plastika Skaza. Kupci so naše ogledalo, to pomeni, če mi imamo rešitve za njih in če vidijo v nas neko podaljšano roko, je to naša moč, da vemo, da lahko gremo po tej poti še naprej. Nagrade so podelili Janez Škrabec, predsednik komisije za nagrado GZS, Stane Kranc, začetnik skakanja bejster podjetnik, dr. Blaž Trotovšek, doktor medicine, specialist splošne in abdominalne kirurgije, Jošt Jakša, predsednik Gasilske zveze Slovenije, Boštjan Štefanič, direktor računovodskega podjetja Eviras, Lado Bizovičar ter predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Sreče na strani pokojnih. Predstavniki podjetij v tuji lasti so na prvem skupnem srečanju na Gospodarski zbornici Slovenije predlagali formalno ustanovitev strateške skupine pri GZS. Njen namen bo deliti dobre prakse in predlagati spremembe za izboljšanje poslovnega okolja v Sloveniji, njen cilj pa prispevati k večji privlačnosti blagovne znamke Slovenije za vlagatelje. Vse raziskave potrjujejo, da so podjetja v tuji lasti v tem trenutku uspešnejša. Mednarodna konferenca Jugovzhodna Evropa ustvarjanje regionalnih partnerstev je kot zaključni dogodek projekta potekala na Bledu. Domači in tuji govorci so na srečanju spregovorili o priložnostih in izzivih čezmejnega sodelovanja, svoje poglede in izkušnje z aktivnostmi v okviru projekta pa so predstavile tudi nekatere kooperacijske skupine iz Slovenije in avstrijske Koroške. Že sam iz tega stališča, da bomo dobili partnerje iz Avstrije, je bila dovolj velika motivacija za prijavo v ta projekt. V okviru poslovnih stikov na GZS je Zbornični center za mednarodno poslovanje pripravil srečanje s Klemensom Pongracem, lastnikom in izvršnim direktorjem Arabian Business Solutions s sedežem v Dubaju. The opportunities in the Middle East are big. V sklopu priprav na obisk predstavnikov slovenskega gospodarstva v Mehiki v začetku maja je na GZS potekal seminar, na katerem so gostje spregovorili o možnostih za gospodarsko sodelovanje, svoje izkušnje pri poslovanju z Mehiko pa so predstavila tudi nekatera slovenska podjetja. Mi smo spoznali, da nismo več konkurenčni na stari lokaciji, ki je bila v Združenih državah Amerike, in zato smo se gledali okrog, kje v nafto področju bi lahko dobili eno konkurenčno, bom rekel, eno konkurenčno okolje, in iz tega vzgiba smo začeli ta projekt v Mehiki. Več kot 130 slovenskih in 40 turških poslovnežev se je udeležilo slovensko-turškega poslovnega foruma, ki ga je ob uradnem obisku turškega predsednika Erdogana v Sloveniji organizirala Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z agencijo Spirit Slovenija. Obje strani si bosta še nadalje prizadevali, da to sodelovanje izboljšamo in vsekakor, da nadgradimo izredno dobre te politične odnose med dvema državama.
Na konferenci podjetja v državni lasti in postopek privatizacije v Sloveniji, ki ga je organizirala Evropska komisija v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, je vrsta uglednih domačih in tujih strokovnjakov spregovorila o pomenu podjetij v državni lasti, procesu privatizacije in dobrih praksah pri upravljanju podjetij v državni lasti. Državno lastništvo je dosti večje, kot smo mislili, da je. V svoji študiji sem identificiral okoli 642 poslovnih subjektov, kjer je država lastnik, torej kjer ima vsaj 25% državni delež. V začetku meseca je na GZS potekal posvet z okroglo mizo Natura 2000, ovira ali priložnost za razvoj. Udeleženci so se strinjali, da Natura 2000 sama po sebi ne bi bila problem, če bi bila poleg EU direktive o pticah in habitatih skladna tudi z ostalimi EU direktivami in ukrepi Slovenije za doseganje podnebnih in drugih razvojnih ciljev do leta 2020. Če se dosledno upošteva dejstvo, da je Natura 2000 v Evropski uniji razvita z namenom za sobivanje človeka in narave, potem je mogoče z dobro voljo, za pogovori, z sedenjem za isto mizo, te probleme tudi učinkovito rešiti. Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije in UNCITRAL sta na GZS organizirala mednarodno konferenco o reševanju sporov, na kateri je sodelovala vrsta uglednih tujih strokovnjakov. Ta konferenca je na področju arbitraže največji dogodek, ki je bil karkoli kdaj organiziran v Sloveniji. GZS, zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev, je pripravila že tradicionalno tretjo tematsko konferenco, tokrat z naslovom Knjiga in mediji ali kako našminkati buldoga, na kateri so se srečali predstavniki založnikov, medijev in stroke. Konferenca se je zaključila s sprejemom medijskega manifesta o knjigi, dokumenta, ki opredeljuje poslanstvo, cilje, pričakovanja in zahteve panoge do medijske pokrajine. V manifestu ugotavljamo, da smo založniška industrija in pa medijska industrija ali pa, če tako rečem, obe panogi v istem čovnu. GZS, Združenje za inženiring, je na svoji letni konferenci podelilo nagrado za najboljše inženiring projekte. Prejelo jo je podjetje Esoteh Velenje za projekt modernizacija Kontiliva, ki ga je izvedlo v tovarni Akroni Jesenice. Gre za novo napravo na obstoječem postrojenju za kontinuirano vlivanje jekel z vsemi pripadajočimi podprojekti. Predstavniki delodajalcev in delojemalcev so na Gospodarski zbornici Slovenije podpisali dodatek številka 10 k kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustrije Slovenije. Spremenili smo oziroma dopolnili 29 členov in izpogajali tudi tarifno prilogo,